Lahko konkretno za večstanovanjske objekte trdimo, da je nezavarovanih nekje med 30 in celo do 50% objektov. Vemo, da je kar znaten delež teh stavb v bistvu ranljiv. Marsikatero tveganje se da odpraviti, če so etažni lastniki složni. Za večino stavb predstavlja največjo nevarnost ravno potres. Ker se nesreč preprečevati ne da, lahko samo poskrbimo, da je škoda čim manjša. Kar tretjina Slovencev živi v večstanovanjskih stavbah. Večina od teh je bila zgrajenih že pred več desetletji. Večstanovanjska stavba ima, kot že samo ime pove, v primerjavi s hišo več stanovanj, več stanovalcev in večjo površino. In zato preti tudi več nevarnosti? To bomo izvedeli v današnji epizodi podcasta, pripravljeni na nepredvidljivo, kako varne so večstanovanjske stavbe. Dobrodošli, v naslednjem pogovoru bomo torej med drugim odgovorili na vprašanja, katere nevarnosti najpogosteje ogrožajo večstanovanjske stavbe, kako odporne so na potrese, požare in poplave, kako poskrbimo za ustrezno varnost in zavarovanost in kaj lahko naredimo danes, da bomo pripravljeni na nepredvidljivo. Z nami so Meta Kržan, vodja odseka za stavbe in potresno inženirstvo pri Zavodu za gradbeništvo Slovenije, Boštjan Udovič, direktor zbornice za poslovanje z nepremičninami pri Gospodarski zbornici Slovenije in Uroš Metliča, direktor premoženjskih škod pri Zavarovalnici Triglav. Lepo pozdravljeni. Če začnemo kar pri varnosti, gospa Kržan, kakšna je vaša splošna ocena varnosti oziroma odpornosti večstanovanjskih stavb pri nas? V Sloveniji imamo res različne tipe večstanovanjskih stavb, od predvojnih večstanovanjskih meščanskih hiš, potem do višjih zgradb, se pravi zgrajenih iz različnih materialov nosilne konstrukcije, stolpnice celo, do potem sodobne gradnje, ne. Vemo, da je kar znaten delež teh stavb v bistvu ranljiv, potresno, požarno. Zdaj zgrajene so bile pred uvedbo, lahko bi temu rekli, sodobnejših predpisov za recimo potresno odporno gradnjo. Ti so bili prvi taki leta 1981. Delež od njih je bil zgrajen v resnici pred predpisi, ki so v bistvu upoštevali potresno obtežbo. Se pravi, prvi taki predpisi so bili leta 63 v Sloveniji oziroma 64 na nivoju Jugoslavije, ki so upoštevali potresno obtežbo, ampak precej manjšo. Imamo številne stavbe, ki bi zahtevale izboljšave. Pa se vam zdi, da storimo dovolj, da bi bila ta varnost večja, boljša? Iskreno povedano ne. Zadnje desetletje v bistvu se je pristopalo k številnim energetskim prenovam, pri čemer se konstrukcijska varnost ni naslavljala, se pravi, prenove niso bile celovite. Problem je v resnici sistemski, ker so se energetske prenove sofinancirale, ne? Za celovite prenove pa mehanizma ni. Lahko omenim, da je lani bila sprejeta prenovljena uredba, Evropska direktiva o energetski učinkovitosti stavb, ki v bistvu podaja usmeritev, da naj se stavbe ob energetski prenovi celovito prenavljajo, ne. Jaz upam, da je to ena taka poteza, ki bo omogočila, da bojo tudi v Sloveniji, da bo možno črpati sredstva ne samo za energetsko, ampak za celovito prenovo. In da bodo posledično tudi stavbe bolj varne. Tako, da se bo pristopalo k celoviti prenovi. Gospod Udovič, kaj kažejo vaše izkušnje? So ljudje recimo pred nakupom nepremičnine dovolj pozorni tudi na odpornost stavbe, v kateri je predvidoma njihovo novo stanovanje? Ne, ljudje pri nas na splošno niso dovolj odgovorni do lastnega premoženja, še posebej nepremičnega. Bistveno bolj so odgovorni do avtomobilov, ne nazadnje tudi do telefonov, neke opreme, take in drugačne. Nepremičnina pa je nekako zapostavljena v tem smislu. Verjetno je to malo povezano tudi s stroški, ne, ker so stroški za nepremičnino bistveno večji in se potem mogoče te stvari lažje odlaga nekako ali pa se malo zanemarja ta del. Zdaj, kar je gospa Kržanova rekla, je zanimivo tudi razmislek o tem, da bi bilo treba celovite sanacije, takrat, ko se energetsko sanacijo izvaja, vključiti je že ima daljši rok, ne, že dlje časa se o tem razmišlja. Jaz vidim problem tudi v tem, da preprosto, če bi želeli vse stavbe, ki jih je treba potresno sanirati, zmanjka denarja, ne. Zdaj,
z določenim denarjem mi energetskih sanacij lahko ogromno izvedemo, če bi pa celovite sanacije šli, bi pa 10 objektov rešili, pa bi ga zmanjkalo. Tako da to je čist praktičen vidik. Ampak da se vrnem k vašemu vprašanju, mislim, da ljudje niso dovolj odgovorni. Na neki nominalni ravni se sicer vedno vpraša tudi take stvari, ne? Tudi ljudje vejo, če je neka stavba potresno manj odporna ali pa sploh neodporna, ne? Če bi se podržala v primeru potresa. Ampak na koncu, ko pride do nakupa nepremičnine, še vedno so pripravljeni kupiti to nepremičnino in ne prav za bistveno nižjo ceno. Ne? Na koncu sicer nepremičninski posredniki poročajo, da prihaja do razlik v cenah, ampak so te malenkostne. Ampak če se recimo postavite še vlogo upravnika, ne, kako pa lahko recimo upravniki pripomorejo k neki večji odpornosti takšnih večstanovanjskih stavb? Pripomorejo lahko, ampak je to odvisno od njihove prizadevnosti, od sposobnosti, nimajo nekih formalnih vzvodov, ne. Seveda so po eni strani že po stanovanjskem zakonu dolžni vzdrževati stavbo v takem stanju, da je njena možna normalne uporabe, ne, za to, kar je predvidena, ampak je to dosti omejeno. Tukaj sigurno ne morejo doseči, da bi se stavba, protipotresno obnovila ali karkoli podobnega, ampak tista nujna vzdrževalna dela manjša izvajajo lahko praktično sami, brez soglasja etažnih lastnikov, drugače pa je njihova vloga predvsem v osveščanju, spodbujanju nekih, recimo, da že pride do razmisleka o energetski sanaciji, da rečejo, veste, ta stavba je tudi potresno ogrožena, bi morali še nekaj drugega narediti, ne? Ampak ponavadi ni prav dosti upravnikov, ki bi bili, bom rekel, v tem smislu tako aktivni, da bi prepričevali etažne lastnike. Mislim, to je res odvisno potem od upravnika, ne? Ker od tega v končni fazi, upravnik nima nečesa razen, bom rekel, nekega rezultata, če je stavba celovito urejena, ne? Če pogledamo še podatke Zavarovalnice Triglav, kako dobro oziroma dovolj se ljudje recimo zavedajo potencialnih nevarnosti, ki ogrožajo lahko neko takšno stavbo in jih nazadnje tudi zavarujejo? Zdaj, pri oceni zavarovanosti teh objektov govorimo o oceni. Ja. Točnih številk ne vemo, ampak lahko pa zelo veliko gotovosti trdimo, da je v Sloveniji generalno gledano tretjina objektov nezavarovanih sploh. Če nekako pogledamo in se sfokusiramo na večstanovanjske objekte, je naša groba ocena, da je teh v Sloveniji med 20 do 25 tisoč. Glede na podatke, s katerimi razpolagamo, pa lahko konkretno za večstanovanjske objekte trdimo, da je nezavarovanih nekje med 30 in celo do 50% objektov. Zdaj, to je sploh prvi korak, ne, ko govorimo o zavarovanosti, se pravi, da je objekt zavarovan. Potem naslednji korak je pa, kako kvalitetno je zavarovan in za katere nevarnosti oziroma mi rečemo rizike tako objekt zavarovan. Ne, tudi to zelo vpliva jutri ob neki potencialni škodi. Pa če recimo se osredotočimo recimo na naravne nesreče, so takšni domovi, takšne večstanovanjske stavbe dovolj zavarovane pred takšnimi večjimi naravnimi nesrečami? Tako bom rekel, izhajam iz bližnje zgodovine. Se pravi, vrnil se bom v leto 2023, ki je bilo nasploh za Zavarovalnico Triglav kritično najslabše leto v vsej svoji sodobni zgodovini. Tisto leto smo beležili rekordno število škod. Morda se leta 2023 si zelo dobro spomnimo po poplavah. Dejansko so poplave zgenerirale samo 20% škod iz naravnih ujm tistega leta, 80% škod so zgenerirale škode viharja in toče. Skratka, na podlagi tega leta lahko potem malce apliciram odgovor na to vprašanje in sicer ugotovljeno je bilo, da, pa če se zdaj vrnem na poplavo, ki pa je bila najbolj stroškovno prizadela naše zavarovance, ugotavljamo, da so žal bile police, ki so že imele kritje za poplavo, so imele to kritje sorazmerno zelo nizko. In je to kritje bilo prenizko, da bi lahko povrnilo vso škodo, ki je na objektih nastala. Torej, prva težava je, ali je sploh objekt zavarovan, recimo za poplavo, za potres, vihar, točo, načeloma sta neka dva klasična rizika, ki sta vedno vključena v zavarovanje, poplava, potres sta pa rizika, ki se nekako dodaja, tako dodatne kritje, ne. In recimo sploh pri poplavi lahko trdim, da je v Sloveniji bilo oziroma je za poplavo zavarovanih nekje 25% objektov. Govorimo o večstanovanjskih objektih. Tukaj z pridržkom, ne, ali so te zavarovalne vsote kritja dovolj visoka, da jutri, ko pride do škode,
bo to kritje dovolj visoko, da bo lahko škodo potem v celoti tudi pokrilo. To je bil en izmed večjih problemov, recimo leta 2023, se pravi, tudi tisti, ki so imeli kritje za poplavo, žal zaradi obsega in intenzitete te poplave, ki je bila zelo specifična, ta kritja niso bila dovolj. Morda še tu dodam še eno tako zanimivost, pa še potem malce se navežem na potres. Pa če še ostanem pri poplavi, še ena zanimivost je ta, da smo mi po dogodku ta dogodek tudi zelo podrobno analizirali in nekako to zavedanje, kje živimo, kakšna je izpostavljenost naših domov določenim naravnim rizikom, je zelo odvisna tudi od tega, s kakšnimi podatki razpolagamo. Govorimo o ARSU poplavnih kartah, recimo, ki so se izkazale kot morda ne najbolj točne, kajti kar nekaj objektov, oziroma lahko rečem 50% teh objektov je ležalo izven nekih poplavnih kart. Če poplavnih kart oziroma na teh območjih poplava po kartah načeloma sploh ne bi nastala. In škoda na teh objektih je nastala, se pravi, tudi na objektih v teh območjih in to je bilo teh objektov je bilo več kot 50%. Če se še pa malce navežem na potres, če smo rekli za poplavo je nekje 25% objektov zavarovanih, za potres je še manj. Govorimo o dobrih 20% objektov, ki so za potres zavarovani. Ja, to so kar zaskrbljujoči podatki, ne? Rezime, tretjina objektov ni zavarovana, tisti, ki so zavarovani, od tistih je potem 20% zavarovanih za potres, pa recimo tam dobrih 25% zavarovanih za poplavo, ne? Spravi, to je tak en povzetek vsega. Vprašanje, koliko jih je ustrezno zavarovano. Tako, potem še pa kako na kakšen način zavarovanje. Ja, to je pa to, kar smo tudi ugotovili po teh poplavah, da so bili tisti nekateri zavarovani, ampak za prenizkimi zavarovalnimi vsotami. V zavarovalništvu mi govorimo o zavarovanju na prvi riziko, se pravi, da zavarujemo do nekega zneska, do katerega mi ocenjujemo, da bi škoda lahko nastala. To lahko se zgodi recimo pri poplavi, ali pa tako imenovane zavarovanje na polno vrednost, se pravi na vrednost objekta, lahko je nova, lahko dejanska, to stranka lahko izbira. In ja, recimo potres je pa riziko, ki če se ga zavaruje načeloma vedno na tako imenovano polno vrednost. Zdaj, ali novo ali dejansko, to potem je neka razlika, ampak ja. No, zdaj smo se malo pogovarjali, smo zaključili ta prvi sklop vprašanj, zdaj gremo k drugemu in se bomo v drugem delu se bomo pogovarjali predvsem o tem, kaj vse se lahko zgodi. In gospa Kržan, vprašanje za vas, kateri nevarnostim so po vaših izkušnjah večstanovanjske stavbe najbolj izpostavljene? Za večino stavb v Sloveniji, kot smo se že pogovarjali, predstavlja največjo nevarnost ravno potres. Zdaj Slovenija v celoti leži na potresnem območju, tudi v večjem delu Slovenije pričakujemo močne potrese z veliko intenziteto in kot smo že omenili, veliko stavb imamo v tem smislu ranljivih. Potem je seveda tudi požar, isto stavbe so zgrajene, njihova odpornost ni po sodobnih predpisih, poleg tega se nevarnost veča v bistvu za vedno večjo uporabo različnih električnih naprav, potem tudi ta fotovoltaika, naši sodelavci opozarjajo, da predstavlja zelo velika tveganja, požarna, se pravi te nove tehnologije. Kot ste že omenili, pa tu potem še v bistvu tretji, bi jaz rekla, segment, to so pa ujme, se pravi poplave, z njimi povezani plazovi, neurja. To je pa v bistvu taka nevarnost, ki se tudi v luči aktualnih klimatskih sprememb dejansko povečuje, kar tudi kažejo v bistvu zadnji dogodki. In kako recimo preverjate odpornost takšnih stavb proti potresu, požaru in ostalim nevarnostim? Potresno odpornost obstoječih stavb v bistvu preverjamo, analiziramo na malo drugačen način kot novih, kjer v bistvu za novo projektirane novogradnje, kjer poznamo vhodne podatke. Prva naloga pri analizi je v bistvu pridobitev čim več podatkov o sami stavbi, kar pomeni pregled gradbeno-tehnične dokumentacije, tiste izvorne, potem tudi v bistvu statike, načrtov, morebitnih prenov, ki vplivajo na varnost. Naslednji korak je potem v bistvu pregled terenski same stavbe, se pravi, če se stanje v načrtih ujema z tistim dejanskim, oziroma so bile morebiti narejene kakšni dodatni posegi.
pridobiti moramo tudi informacije o vgrajenih materialih. Zdaj, za tisto najbolj podrobno analizo, ki je dejansko izhodišče potem tudi za zasnovo ukrepov utrditvenih, za tisto pa potem izvedemo tudi sondiranje, odvzamemo gradbene materiale, ki jih testiramo v laboratoriju, na podlagi njih ocenimo mehanske karakteristike in potem te rezultate vključimo v našo analizo. Tako da ja, vsaka stavba je primer zase, cilj pa je pridobiti čim več podatkov, da lahko potem čim bolj zanesljivo odpornost ocenimo. In gospod Udovič, gotovo poznate iz svoje prakse, iz svojih izkušenj, kakšne primere, ko je bila recimo škoda na večstanovanjski stavbi zelo velika oziroma precejšnja. Ga lahko delite z nami, da ga lahko zaupate? Zdaj, iz svoje prakse, ker nisem upravnik, ampak sem njihov predstavnik na nek način, ne. Poznam pa, če rečem iz druge roke, seveda primerov precej. Zdaj, eno so bile poplave, ki mogoče večstanovanjskih stavb ne obremenijo tako hudo kot enostanovanjske stavbe, ki jih včasih kar odnesejo z terena. Pri nas je precej požarov, to je in to, kar je gospa Kržan rekla, delim mnenje, da je vedno več nevarnosti tudi v povezavi s polnilnicami, fotovoltaiko in podobnim, ki se jih mogoče ljudje ne zavedajo dovolj. Poznamo pa recimo primer potresa iz Zagreba, ki je iz naše neposredne soseščine, iz leta 2020, in tam je v bistvu kar precej sprememb tudi, bom rekel, povzročil ta potres tudi v zakonodaji, ne nazadnje. Zdaj, gospa Kržan je povedala, kako preverja odpornost stavb, morda še z vašega zornega kota, kako pa upravniki ocenjujete varnost stavb pred različnimi, tudi naravnimi nesrečami, pa tudi drugimi tveganji, škodami, kot so vlomi, požari in tako naprej. Jaz bi rekel, da je zdaj težko kar splošno reči, to je odvisno in od lokacije, in od starosti stavbe, in bom rekel, od načina gradnje, ne nazadnje od osveščenosti etažnih lastnikov, od njihove prizadevnosti. Marsikatero tveganje se da odpraviti, če so etažni lastniki složni, če bom rekel, so dovolj finančno močni, da lahko neke investicije, mogoče tudi večje, uredijo, če se znajo med sabo dogovoriti, če imajo dobrega upravnika, od dobrega upravnika je ogromno odvisno, tako da marsikatero tveganje se da zmanjšati, nekaterih se pač ne da, lahko samo poskrbimo, da je škoda čim manjša mogoče, pa ker se nesreč preprečevati ne da, da imamo vsaj zavarovano, da če takrat, ko dejansko pride, če je potres in če se bo ena stavba podrla, pač drugega kot to, da imamo zavarovanje urejeno in da se potem lahko ta vrednost povrne, oziroma ne vrednost povrne, ampak da se stavba zgradi na novo, po mojem, to bi mogel biti cilj, se drugega ne da narediti. Jaz bi rekel, manjša tveganja se da skoraj v celoti odpraviti, določena večja lahko mogoče zmanjšamo malo posledice, v končni fazi pa, če ni zavarovanja, lahko v primeru večjih nesreč, kot je potres gotovo, ostanemo brez stavbe. In to je dobra iztočnica za naslednje vprašanje. Uroš, katere škode recimo najpogosteje ogrožajo po podatkih zavarovalnice te večstanovanjske stavbe, zgradbe? Če pogledamo vse škode, je sigurno prevladujoča škoda izliv vode. Se pravi, izlivi vode, to so najbolj tipični primeri, ki se dogajajo, se pravi, poči cev, nekje voda pušča, vodovodne, kanalizacijske cevi, kakorkoli, sploh v malce starejših objektih je še to bolj navada, ker prihaja do tega malo bolj pogosto, in to je sigurno tista škoda, ki je najbolj pogosta. Je pa tudi zelo dobro zavarovana. Večina večstanovanjskih objektov, ki je zavarovana, ima tudi vključeno kritje izliva vode. Ta podatek je zelo dober, se pravi, ker je ta frekvenca dogajanja zelo pogosta, se vsi večstanovanjski lastniki tega zelo dobro zavedajo in tudi te zadeve zelo dobro zavarujejo. Ampak so to načeloma škode manjšega obsega, hitro opaze, tudi so razmerno enostavno jih je sanirati. Na drugi strani, ko pa govorimo o nekih škodah, kot smo zdaj govorili, poplavah, potresih, viharjih, točah, so pa to škode, ki niso tako pogoste, se pravi, se dogajajo sploh recimo potresi, tudi morda poplave, pa recimo potresi v neko daljšem časovnem oknu, ampak ko se zgodijo, so pa lahko posledice zelo katastrofalne. Primer potres Zagreb, Petrinja 2020 je recimo tak pokazatelj. Kar opažamo, je, da se v tistem konkretnem trenutku zavedanje po potrebi zavarovanosti za to vrstne rizike dvigne, ampak to zavedanje tudi zelo hitro uplahne.
Se pravi, nekje ocenjujemo mesec, 2, največ 3, je to zavedanje malce v porastu, na to pa smo že v nekih starih rutinah, v starih tirnicah in na te stvari, na to izpostavljenost prehitro pozabimo. Kot je gospa Kržan omenila, Slovenija leži na zelo potresno ogroženem območju, Ljubljana tudi, večjega potresa k sreči pri nas že nekaj časa ne pomnimo, vsaj v tem nekem gosto naseljenem območju, lahko pa se zgodi. Zdaj, nekaj je preventivnih ukrepov, nekaj pa seveda lahko tudi z zavarovanostjo pripomoremo. Vse škode ne bomo mogli preprečiti, to je dejstvo, s tem se moramo sprijazniti. Zdaj pa kaj lahko naredimo, da škodo, ki bo nastala, maksimalno omilimo. To je po moje tudi potem eni izmed tistih aspektov, ki ga moramo malce nasloviti. Če lahko sam dodam, zame ni vprašanje, ali bo prišlo do potresa. Vprašanje časa je. Zdaj je vprašanje samo, kako daleč v prihodnost gremo, da nima smisla ga napovedovati, ampak če dovolj daleč v prihodnost pogledamo, sigurno bo. Zdaj, ali bo jutri, ali bo čez 100 let, to je drugo vprašanje. Bo pa, ker je pač statistika taka, da se zgodi, in zanimivo mi je to, se popolnoma strinjam, da ta občutek, ki ga povzroči neka večja naravna nesreča, ta odgovornost, relativno hitro izzveni. Mogoče pri nas še hitreje. In z tega vidika so mi zanimive izkušnje Hrvatov, ki so na tem valu ugotovitev ali pa, bi rekel, izkušenj, ki so jih imeli v potresu, spremenili zdaj celo zakonodajo tudi. V začetku leta so sprejeli nov zakon o upravljanju in vzdrževanju stavb, kjer je ogromno stvari, ki so dejansko čista posledica tistega potresa in so relativno hitro odreagirali, da so še izkoristili ta val. In zanimive so izkušnje, ker z njimi smo komunicirali v teh zadevah. Oni so ugotovili, da je bilo ogromno stavb, da so imele kar prevrtane nosilne stene, ker se na to o tem se ni razmišljalo. Stavbe zgrajene pred letom 67, se mi zdi, da so bili takrat neki standardi spremenjeni in so zdaj vse te zadeve v zakonu uredili. Zdaj, recimo, čisto taka plastična zadeva, zdaj je prepovedano v teh stavbah starejših od 67 leta vrtati za električne omarce, preboje sten delati. Kaznovanje lahko, če pride do tega, etažni lastnik, ki je to naročil, izvajalec del, ki je to izvedel, in upravnik. Mislim, vsi so lahko kaznovani, če do tega pride, ker so se nekaj takrat naučili. Škoda, da se mora škoda zgoditi, preden se potem resno ukrepa. Ampak, Uroš, vendarle pa verjetno od obsega škode, od nivoja tveganja verjetno odvisna potem tudi premija, ki jo nek zavarovanec. Seveda. Sploh tukaj, kadar govorimo o naravnih rizikih, se ta premija lahko diferencira glede na riziko, ki mu je posamezen objekt izpostavljen. Recimo, če objekt leži na nekem zelo potresno ogroženem območju, bo potresna premija konkretno za tak objekt višja kot na objektu, ki je morda na nekem potresno manj ogroženem območju. Še konkretno pri potresu, v bistvu sta dva parametra, se super smo načeli, mi beležimo, vi ste omenili leto 64 do 65 so začeli upoštevati obtežbo potresa pri načrtovanju stavb. Tako, takrat so bile spremenjeni predpisi, ampak to se pozna šele potem kako leto kasneje v resnici na stavbah. No in mi nekako že diferenciramo. Prvi diferenciator pri nas je, govorimo o višini premije, A je objekt grajen pred letom 65, A po letu 65. To je prvi diferenciator, potem pa, kot sem rekel, je pa sama pozicija mikrolokacije objekta. Se pravi, v Sloveniji načeloma delimo Slovenijo na 4 potresne cone, in prva je najmanj izpostavljena, 4 najbolj izpostavljena, in vse to nekako potem rezultira tudi v premijo. Potres, apropo potresu, recimo, je pa poplava. Poplava je pa naravni riziko, ki je čisto unikaten. Zakaj? Zato, ker če pri potresu, viharju, toči, strelah, lahko govorimo o nekem izpostavljenem območju, širšem izpostavljenem območju za nastanek tovrstnih naravnih nesreč, pa je poplava tisti naravni riziko, pri katerem je ogroženost izjemno mikrolokacijsko odvisna. Torej, ko govorimo o poplavi, mi v Sloveniji imamo po podatkih URSA cirka na današnji dan 575 tisoč, 576 tisoč objektov s hišno številko, vseh objektov v Sloveniji, vsemi pripadajočimi je 1 115 000, približno. Vsak ta objekt je unikatno izpostavljen za riziko poplave.
Na riziko poplave vplivajo malenkosti, lahko sta dva objekta, jaz vedno to ponazorim v isti ulici, en na zgornji strani ceste, drug na spodnji strani ceste. En je pol metra nad cesto, drug je pol metra pod cesto. Objekt na spodnji strani ceste bo lahko imel 10-letne poplavne vode, objekt 10 metrov stran, meter višinske diference pa ne bo nikdar poplavljen. Torej, ne naše poplavne karte, ki jih vodi Agencija Republike Slovenije za okolje, ARSO, nekako tretirajo oziroma delijo poplavno ogroženost v poplavne cone. 10, 100, 500-letne poplavne cone in objekti, ki so izven vseh teh 3 con. Ta pristop je sicer dober, ampak iz naših izkušenj ne dovolj. Mi sami znotraj Zavarovalnice Triglav smo razvili lastne poplavne karte, ki tudi upoštevajo poplavne karte ARSA, ampak jih nadgrajujemo vsemi podatki, ki jih še mi dodatno zbiramo, vodimo. In mi za čist vsak objekt v Sloveniji za hišno številko, še enkrat teh je 576 000, odokativno, unikatno določimo poplavno ogroženost. Kajti kot sem omenil, 2 objekta v neposredni bližini sta lahko poplavno popolnoma različno izpostavljena. In tipičen primer tega so bile poplave leta 2023, ki še zato, samo dodam, še specifika teh poplav je, da so bile hudourniške, se pravi, ne te klasične poplave, ko reke prestopajo bregove, ampak poplave, ko so dobesedno hudourniki pridrveli iz vseh smeri, iz vseh hribov, gričkov in nekako ustvarili res katastrofalno stanje, ki smo bili priča. Še eno vprašanje v povezavi s poplavami. Ko govorimo o večstanovanjskih stavbah, ali so recimo stanovalci v zgornjih nadstropjih bolj nedovzetni, bolj odporni na škodo, ki recimo takšne poplave povzročijo? Kako je v takem primeru? Ja, zanimivo vprašanje. Noben objekt, tudi večstanovanjski objekt, ni izvzet riziku poplave. Ne vsak stanovalec ali pa etažni lastnik večstanovanjske stavbe, pa tudi če živi v mansardi, ima po vsej verjetnosti klet, garažo, kakorkoli, so stvari v teh prostorih, ki pa so zelo hitro lahko izpostavljene tovrstnim nesrečam, poplavam. Zdaj mogoče ena zanimiva stvar, če spet čist praktično iz poplav. Imeli smo poplavo na enem večstanovanjskem objektu v okolici Ljubljane, dajmo reči širši okolici Ljubljane, ki je imel 3 nivoje kleti. In vsi 3 nivoje kleti so bili pač poplavljeni do stropa, pač popolnoma poplavljeni, in škoda je bila res enormna. Se pravi, treba je sanirati prostore, treba je popraviti stvari, ki jih je, se pravi, treba je najprej počistiti, treba je popraviti stvari, treba je poplaviti inštalacije, razne kotlovnice, stvari, ki so vse dvigalni jaški, so kakšna oprema, tehnična oprema, ki se nahaja v nekih kletnih prostorih, in vsi etažni lastniki so v svojem deležu udeleženi pri tovrstnih škodah. Tudi ta v zgornjem nadstropju je pač sorazmerni lastnik teh inštalacij, teh stvari, kot seveda pač tudi njihove premičnine. Posamezniki v teh svojih kleteh, garažnih boksih, kakorkoli, hranijo stvari, ki so sorazmerno višje vrednosti, in ja, nihče nažalost ni imun, tudi če živi v 10. nadstropju. Pa še eno vprašanje v povezavi s potresom. Uroš, bi recimo v primeru nekega potresa, ki bi uničil ali porušil recimo celo tako zgradbo, večstanovanjsko stavbo, dobili primerno nadomestilo recimo za nakup novega stanovanja? Tudi zelo dobro vprašanje, tudi tukaj so izzivi. Gospod Udovič je že prej malo naslovil, kako pomembna je ustrezna zavarovanost, oziroma ustrezen pristop, celovit pristop, ne more reči celovit pristop. Ta zavarovanja, kakršnokoli zavarovanja večstanovanjskih objektov ali pa stanovanjskih objektov nasploh v Sloveniji, pa sploh večstanovanjskih objektov, niso zakonsko obvezna zavarovanja. Torej, pač to je poljubna izbira vsakega posameznega lastnika, ali bo sklenil zavarovanje ali ne. Ko govorimo o večstanovanjskih objektih, je več etažnih lastnikov z več različnimi interesi. Določeni bi zavarovali, določeni ne bi. Potem ponovadi se sklene nek kompromis, pa se zavaruje res tisto najbolj osnovno kritje,
ki krije sicer požarne, mi rečemo požarne rizike, ki zajemajo predvsem požar, vihar, točo. Morda dodajajo še izliv vode. Izliv vode je zelo dobro zavarovan, zato ker, kot smo rekli, je frekvenca teh škod zelo pogosta in se vsi tega zelo dobro zavedajo. Kot smo pa rekli, je pa 20 oziroma dobrih 20% objektov, ki so zavarovani za riziko potresa. Zdaj pa, če se najboljše, kar lahko večstanovanjski objekt zagotovi, da si zagotovi varnost pred potresom, da se zavaruje cel kot celota, v celoti. Na nivoju vseh etažnih lastnikov ta strošek se razdeli. Druga možnost je, da vsak etažni lastnik zase zavaruje nevarnost potresa. Se pravi, objekt se zavaruje, vendar ni zavarovan za potres. Zdaj bom ponazoril na primeru. Imamo 10 enot, 3 enote se zavarujejo za potres, 7 se jih ne. Pride do potresa. Kaj se zgodi? Objekt se poruši. Zdaj, želimo objekt zgraditi nazaj. Kaj zavarovalnica krije? Zavarovalnica vedno krije gradbeno vrednost tega objekta. Se pravi, kot je gospod Udovič prej lepo povedal, namen je zgraditi objekt nazaj, zagotoviti nazaj 10 enot za vse tiste stanovalce, ki so v tem večstanovanjskem objektu bivali. Zdaj, 3 so imeli zavarovanje, 7 jih ni imeli. Se pravi, 3 dobijo povrnjene stroške strani zavarovalnice, da zgradijo njihov del nazaj, preostalih 7 je pa vprašaj. Zdaj, če že je bila težava svoj del zavarovati, hudiča, še teže bo v celoten svoj del pokrit. In pridemo do paradoksa, ko objekta ni mogoče nazaj zgraditi, ker ni ustreznih sredstev. Zavarovalnica pač krije del, ki je zavarovan. Tisti, ki so jo imeli zavarovano, dobijo povrnjeno svojo gradbeno vrednost, ampak gradbena vrednost je ena stvar, se pravi, to je vrednost, ki nam pomaga, da objekt zgradimo, vemo pa, da tržna vrednost je pa druga. Se pravi, to je pa vrednost, ki, ko na trgu nekdo ponuja neko stvar in ta tržna vrednost lahko zelo niha. Ne vem, imamo stolpnico ali pa nek večstanovanjski objekt, ki je gradbeno vreden kvadratni meter 2000 evrov, tržno pa 5000 evrov. Se pravi, in tudi tisti 3, ki so imeli zavarovano, ne morejo najti, recimo, 5-6 sobno stanovanje, na koncu bodo dobili za ta denar, ker dobijo gradbeno vrednost na trgu garsonjero, ali pa 2 ali pa 2,5 sobno stanovanje. In to je zelo velik riziko, ki se ga, po mojem mnenju, premalo zavedamo. In potres je res najbolj tipičen prikaz. Jaz imam en zelo dober model, danes nimam s sabo, Jenga, vsi poznamo to igro, mi doma z otroci se zelo radi igramo, in pri Jengi je vlečeš palčke in enkrat se pač tista stolpnica lesenih kock poruši. Ja? In zdaj predstavljamo si to Jengo, ene so pobarvane z rdečo, ene tiste kocke so z rdečo, se so zavarovane, z belo nezavarovane. In mi, ko se Jenga podre, mi sestavimo lahko pa samo rdeče potem nazaj. Mi, če imamo tak kup teh kock, na koncu sestavimo samo taka. Kaj ostane v bistvu? Tem ostane jim tisti kos parcele, ki ga imajo. Ampak to ni prostor, kjer bi si nekdo želel bivati. Treba je to zadevo, ravno namen je zavarovanje, je nadomestitvena vrednost za škodo, ki je nastala z namenom, da se škoda sanira, da se objekt obnovi oziroma sanira oziroma v najhujšem primeru nazaj postavi. To je zelo lepo plastično ponazorjeno, zakaj za določena tveganja bi bilo nujno zavarovati stavbo kot celoto in mi si že leta prizadevamo, da bi bilo to obvezno. Na združenju uspelo nam je vsaj to leta 2021 doseči, da ni več zahtevano 3/4 soglasje, ker prej je bil ta absurd, da se je zahtevalo s pravilnikom o upravljanju večstanovanjskih stavb 3/4 soglasje, kar pomeni, da je bilo to še težje doseči. Od leta 2021 to spada v redno upravljanje, se pravi, da je navadna večina. Še vedno pa to pomeni, da če imamo 49% etažnih lastnikov, ki so odgovorni, jih 51%, zdaj karikiram, preglasi in če niso dovolj odgovorni, potem stavba ni zavarovana, potem jim ostane to, kar je gospod zdaj povedal, se pravi, da vsak zavaruje svoj delež, ampak to nam nikoli v takih primerih ne bo prineslo nove stavbe. Kaj lahko pravzaprav v taki situaciji naredijo ti odgovorni stanovalci, lastniki? Zelo težko vprašanje, Eno je sigurno ozaveščenost, to je zelo pomembno, se pravi ozaveščanje vseh etažnih lastnikov, potencialnih nevarnostih, ki so mi izpostavljeni. Mi kot zavarovalnica imamo določene modele, mi smo pripravili za vse objekte v Sloveniji nekako skalo izpostavljenosti 5 rizikom, en izmed njih je recimo tudi potres, pa poplava, vihari, toče, strele, skratka, oziroma plazovi.
Skratka, res se trudimo, ne, s preventivnim ozaveščanjem o izpostavljenosti za posamezne te naravne rizike ljudi, Krepiti to zavedanje. krepiti zavest, zavezo, da malce bolj preudarno ravnajo s svojim premoženjem. Ne, gospod Udovič je prej zelo dobro ponazoril, ne, vozila so izjemno dobro zavarovana. Ne, tudi jaz prehajam iz področja škod, lahko trdim, da tudi razni ti sodobni gadgeti od telefonov, računalnikov, televizij so izjemno dobro zavarovana, krita, ne, ampak to so stvari, ki so zelo enostavno nadomestljive, dajmo tako reči, ne. Pustimo vrednost, zelo enostavno Pa nadomestljive. niso življenjsko Pa pomembne. niso pustimo spet, to je vprašanje, kolikor za koga, ne, ampak zelo sorazmerno enostavno nadomestljivo. Vozilo sorazmerno enostavno nadomestimo, tudi vse te sodobne elektronske naprave sorazmerno enostavno nadomestimo. Objekt, ki je tvoja, imaš glavo pod neko streho, kjer imaš svoj dom, ne, sej objekt so samo stene, dom je tam, kjer sedi doma, kjer se dobro počutiš. In tega ti pa noben ne more, to pa ni tako enostavno nadomestljivo. Vsi smo se srečali že kdaj situacijo, ko smo obnavljali, gradili dom, kakorkoli drugače, ne, in vemo, kaj to vse za sabo potegne, ogromno stresa, odrekanja, energije, ne, in zdaj hudimaršek, če še financ ni, ne, pač to je zelo velik stres, ne. Torej, kot smo slišali, veliko večstanovanjskih stavb je zgrajenih pred sodobnimi predpisi, zato so bolj izpostavljene škodam zaradi naravnih in drugih nesreč. Približno 500 000 Slovencev pa živi v večstanovanjskih stavbah, ki niso zavarovane za primer potresa. Torej, v zadnjem delu pa torej še o preventivi. Gospa Kržan, kaj moramo recimo po vaših izkušnjah pri teh večstanovanjskih stavbah narediti, storiti, poskrbeti, redno vzdrževati, da bo objekt čim varnejši? Ja, dobro vprašanje, ker v bistvu ustrezno vzdrževanje je res pomembno tudi s stališča varnosti, a ne, pri čemer ne smemo pač imeti v mislih samo nekega estetskega vzdrževanja, ampak predvsem tudi z našega stališča, ne, kot inženirja, v bistvu spremljanja stanja cele konstrukcije, cele stavbe. Tu imamo v mislih kot nekakšen monitoring, ne, se pravi evidentiranje morebitne problematike, se pravi pojava razpok, širjenja razpok, posedanja vlaga oziroma zamakanja, izlivi so bili prej omenjeni, ne, tudi to je zelo pomembno za varovanje v bistvu nosilne konstrukcije, se pravi, da se evidentira mesta. Potem treba je preverjati, po moje, tudi te kritične elemente v bistvu za požarno varnost, pa tudi statično varnost, to so v bistvu neke slabe inštalacije, slabi dimniki, ograje, balkoni, stopnišča. Ja, zdaj super bi bilo, da upravniki oziroma etažni lastniki res poskrbijo za to, ne, da se spremlja stanje konstrukcije, po potrebi, da se v bistvu poišče podporo strokovnjaka in da se ob morebitni zaznani problematiki potem tudi najde vzroke, se jih odpravi in v bistvu sanira stanje. Pa je to naloga, da se preverja vse te elemente, odgovornost pravnika, lastnikov? Mislim, jaz bi rekla, da bi to mogla biti v bistvu odgovornost vseh, a ne. Zdaj, kaj lahko kdo stori, največ ponovadi naredijo glih taki zavedni v bistvu lastniki oziroma uporabniki po naših izkušnjah. Kako smiselno recimo pa je po vašem mnenju neka energetska sanacija, to ste že omenili, brez ostalih recimo denimo nekih konstrukcijskih ureditev? Ja, pač energetska sanacija ima takoj sama po sebi v bistvu prihranke, ne, tako da z tega stališča je pač za lastnike smiselna, je pa z našega vidika v bistvu zamujena priložnost, če se ne naslovi pač tudi tega vidika varnosti oziroma odpornosti konstrukcije, ne. Zdaj, kaj nam bojo nova okna, nova fasada, če pač pride do tazga ekstremnega dogodka, v bistvu pričakovanega dogodka, ne, kjer bo pač stavba začasno neuporabna, celo neuporabna, ne. Tako da ja, naše vedno opozarjamo, da bi se bilo pač treba ob energetskih sanacijah vsaj
pozanimati oziroma preveriti tudi varnost oziroma odpornost stavbe in se po možnostih pač lotiti celovite prenove. Lahko tudi fazno, a ne. Če recimo še enkrat izpostavimo poplavo, ki smo jo danes že večkrat omenjali, je z določenimi gradnimi posegi, katerimi, kakšnimi, sploh možno recimo zavarovati, zaščititi stavbo pred nevarnostjo poplave? Zdaj, kot je bilo že rečeno, sama poplavna nevarnost nje ne naslavljamo se pravi, projektiranjem stavbe, ampak je v bistvu odvisna od njene umeščenosti v prostor, ne. Tako da se problematika poplav rešuje z ustrezno umestitvijo v prostor in tudi z ureditvijo okolice, kar verjamem, da ni vedno pač v moči oziroma pristojnosti lastnikov, upravnikov, a ne. Se pravi, so določeni posegi, ki pač zmanjšujejo nevarnost, se pravi, ureditev okolice terena, infrastrukture, a ne. Potem so tu pregrade. Drugi način pa je seveda prilagoditev same stavbe, njene arhitekture, uporabe, se pravi dvignjeno pritličje, potem uporaba kleti z zavedanjem, da pač lahko do te situacije pride. Drugače pa ja, zelo omejeno, po mojem mnenju, no. Recimo, če pogledate še recimo starost stavb, so recimo sodobni objekti bolj varni od starejših? Ja, za nekatere pač vplive nevarnosti, ja, ne, ker pač so to zahteve predpisov, ki so pač bili v zadnjih letih strožji, a ne. V splošnem ni pa to tudi pravilo, a ne. Zdaj tudi sodobne stavbe vemo, da pač zelo so v določenem segmentu objekti, ki imajo recimo tako moderno arhitekturo, so zelo nepravilne, veliki odprti prostori, velike odprtine. To recimo za primer ravno potresnega obnašanja ni idealno, ne, in tudi za take objekte se lahko pričakuje morda večja škoda kot pri nekih objektih, ki so pravilno zasnovani. Ja, drugače pa pač načeloma, ja, bi pa poudarila to, da je v bistvu pomembna tudi ne samo projektiranje, zasnova po predpisih, ampak tudi ustrezna gradnja, se pravi, kvaliteten nadzor, izvedba, uporaba ustreznih materialov in pa potem, kot je tudi že bilo omenjeno, a ne, pravilna uporaba, se pravi, ne, da se z nekimi posegi pri morebitnih prenovah oziroma tudi vzdrževanjih poškoduje oziroma zmanjšuje varnost, kot so preboji, neustrezni. Gospod Udovič, kako recimo pogosto pa se pri obnovah neka stanovanjska skupnost pogovarja o neki celoviti prenovi nekega objekta? Govorimo ne samo o obnovi fasade, ampak tudi, ne vem, recimo o protipotresni zaščiti, ker vemo, takšne stvari niso poceni. Jaz bi rekel, pogovarjajo se verjetno zelo pogosto, ne, ampak se ustavi ponavadi pri stroških. Zdaj tisto, kar je gospa Kržan zdaj govorila glede teh vzdrževanja in nekih gradbenih posegov v stavbah, se mi zdi, da med upravniki je tukaj verjetno še največ znanja na tem tehničnem področju, tako je tukaj jaz ne dvomim, da so sposobni ustrezno svetovati. Bolj je problem, ker je včasih res težko odločitve sprejemati, ne, in že pasivnost etažnih lastnikov je velik problem, ne, ker sploh ne soodločajo, ne, jih sploh ni. Druga stvar je pa, kako te zadeve skomunicirati na ustrezen način. Tukaj tudi mi na združenju ugotavljamo, da je večja vrzel v nekih veščinah, ne, in v zadnjih letih skušamo to popravljati, da bi upravniki lahko mogoče lažje prepričali etažne lastnike, zakaj je nekaj pomembno, ker pri etažnih lastnikih pač te širine znanja ne moramo pričakovati. Ne, zdaj, jaz bi rekel, da o teh celovitih prenovah se pogovarjajo, tudi upravniki nam o tem poročajo, da skušajo prepričati etažne lastnike, ampak se ustavi ponavadi pri denarju, pa ni samo denar problem, pri celovitih prenovah, ne, včasih ni druge rešitve, kot da se stavbo podre pa na novo zgradi. To pomeni, da bi mogli ti stanovalci leto, 2, 3 živeti nekje drugje, ne, in imamo tudi take neke sistemske probleme, kjer bi verjetno bila potrebna tudi neka asistenca države v tem smislu. Rekel sem, zaustavi se pri financah, včasih pa nismo tudi dovolj kreativni. Ne vem, tudi z arhitekti smo se že pogovarjali, obstajajo številne možnosti, s katerimi bi relativno poceni lahko prišli tudi do celovite, ne vem, čist plastičen primer.
potresno ogrožena stavba, ki se jo s celovito sanacijo hkrati še dvigne za 2 etaži, če je to možno, in se tista stanovanja, ki so seveda v lasti vseh etažnih lastnikov, ki so investitorji, potem proda in se s tem delno pokrije strošek celovite sanacije. Take rešitve obstajajo, ne, ampak seveda tudi, če prijemo do finančno čisto izravnane bilance, na koncu je še vedno ta problem, kje bojo živeli ti ljudje, takrat, ko se bo stavba recimo obnavljala. Energetsko sanacijo, recimo, če se fasado zamenja, je to dosti enostavno, vsi živijo v stavbi. Več problemov je torej, še vedno pa ocenjujem, da je glavni finančni. Ne. Imamo recimo po tam tako imenovanem Jazbinškovem zakonu ogromno etažnih lastnikov, ki niso finančno, bom rekel, premožni ali pa nimajo prihodkov, s katerimi bi te stvari lahko urejali. Celo pri energetskih sanacijah Ekosklad recimo določenim etažnim lastnikom financira 100% delež, se pravi njihove obveznosti, tisti, ki so socialno ogroženi, se pravi, da je to kar velik problem. Ne? Če se recimo postavimo v vlogo nekega stanovalca, ki živi v nekem objektu, ki potresno ni varen, kaj lahko sploh naredi za neko večjo varnost, sploh začne nek postopek, da bi poskrbel za neko večjo odpornost takšnega objekta? Sam zelo malo. Ne? Lahko seveda začne dialog z upravnikom, z etažnimi lastniki, lahko se začnejo tam pogovarjati, lahko opozarja na to, ampak v končni fazi, če ne bo uspel prepričati večine, ne? Oziroma, če govorimo o neki celoviti prenovi, bo težko, če se ne prepriča vseh. Ne? Tukaj si ne predstavljam, da bi se preglasovalo pri takih finančnih zneskih, da bi, 51% odločilo, niti ne bi mogli, ne, ker bi moglo najmanj 3/4. In v končni fazi, če mu z ničemer, z nobeno drugo stvar ne uspe, da zavaruje mogoče svoj del, ne, da je to neki shod v sili in bo vsaj takrat, če pride do večje škode, vsaj tisti denar dobil, ne bo mu zagotovil, kot smo prej slišali, da bi si kupil drugo ustrezno nepremičnino, ker je pač trg tak, kot je, ne, in tam je tudi solastnik zemljišča in komunalne opreme in vsega, kar zraven pride, ampak vsaj mogoče mu bo olajšalo, da si bo neko drugo nepremičnino kupil, če se recimo ta podre. Pa se vam zdi, da se recimo stanovalci v povprečju samoiniciativno odločajo za neke večje, manjše preventivne ukrepe, recimo namestitev javljalnikov požarov, ali jih to nenazadnje prisili bolj na koncu neka zakonodaja? Zelo redki so taki, ki so toliko osveščeni, mogoče kakšni strokovnjaki, ki so slučajno še etažni lastniki. V takih primerih je neka iniciativa tudi pri njih, tega je zelo malo. Pri nas še vedno več ali manj vse sloni na regulativi, na obveznostih. Tudi na področju požarne varnosti, če ne bi bilo vse to obvezno, neki načrti evakuacije in podobne stvari, bi bila situacija verjetno še bistveno slabša, kot je, če bi vse prepustili neki odgovornosti posameznikov, ne, ali pa vseh etažnih lastnikov skupaj. Tako da po mojem v tej situaciji pa ne bom rekel, da smo izjema, ker tudi v zahodni Evropi marsikje je obvezno zavarovanje stavbe, ne, za določena tveganja. Nenazadnje, če pogledamo tveganje odgovornosti do tretjih, ne, če nekomu strešnik pade na glavo, ki gre mimo, ne, je to odgovornost vseh etažnih lastnikov. Ampak tudi, če ta del zanemarem, po mojem, vsaj še neki generaciji bo pri nas, po mojem, mogel biti velik poudarek na obveznostih. Zato si mi prizadevamo, da bi vsaj za določena tveganja, za neko košarico, recimo za nek minimalen standard, bi moralo biti zavarovanje stavb kot celote obvezno, od tam naprej pa seveda prepuščeno potem lahko posameznikom. Katera so tista tveganja? Mi smo o tem imeli kar, bom rekel, poglobljeno strokovno razpravo s Slovenskim zavarovalnim združenjem že pred leti in smo ugotavljali seveda gotovo ta odgovornost do tretjih, ki sem rekel, odgovornost iz posesti, ali kako se že reče, to definitivno, požarna ta tveganja, ne, ki so bila že omenjena prej, poplave niti ne, oziroma je to verjetno odvisno zelo od mikrolokacije, smo rekli, potres. Ja, ne, pri potresu se postavi takoj vprašanje višine premij, ne, vemo, da so premije visoke, ampak že takrat smo ugotovili, da če bi bilo obvezno zavarovanje za potres, bi bile tudi premije bistveno nižje, tako kot je recimo pri obveznem zdravstvenem zavarovanju, če pa je to, nenazadnje pri zavarovanju kmetijskih pridelkov in podobno. Problem je, da je zelo majhen delež tega zavarovanja in so potem premije že zaradi tega bistveno višje. Ne, tako da to bi mogel biti en tak razmislek na ravni države, da bi se tam našim, pa ne da ni, saj se pogovarjamo tudi z ministrstvom, ampak tudi oni vedno trčijo ob to vprašanje, pa to bo velik strošek za etažne lastnike. To je pri nas vedno vprašanje in moramo iti čez to,
en poglobljen strokovni dialog bi mogel biti in da ugotovimo na koncu, kaj so ta tveganja, ki bi jih bilo treba zavarovati in da sestavimo eno tako košarico obveznih zavarovanj. Ja. Uroš, še morda beseda ali dve o zavarovanjih in podatki zavarovalnice. Kaj recimo je zavarovano po neki skupni polici upravnika, kaj pa bi bilo potrebno, smiselno, smotrno zavarovati individualno v smislu posameznih etažnih lastnikov zavarovanja doma? Kar se tiče prakse, če je objekt zavarovanja načeloma zavarovan za tiste ključne požarne rizike, rečemo se pravi vihar, toča, požar, vihar, toča, pa potem še nekaj manjših zraven. Skoraj na vseh policah je pridruženo kritje izliva vode. Tu načeloma se pa stvari že zaključijo. No, saj generalna slika polic je takšna. Kaj bi morda na tem mestu izpostavili svetovalne? Sigurno so to riziki, recimo potres je tisti, ki je vsaj iz mojih oči tak rizik, taka nevarnost, ki lahko za sabo povzroči res katastrofalne posledice. In po mojem osebnem mnenju bi to kritje moralo biti obvezno na vseh policah večstanovanjskih objektov. Ravno zaradi, kot sem rekel, že prej obrazložil, zagotavljanja neke tiste osnovne varnosti po nadomestitvi objekta, vkolikor pride do tega dogodka. To iz mojih oči bi moralo biti nujno. Tudi če te stvari bi, kot je že gospod Udovič omenil, če bi bile recimo zakonsko obvezne, saj minimalna zakonska obveza, da je bila pa recimo odgovornost. No, ta je še tudi taka zelo dobra stvar, zelo dobra odgovornost, ki je odgovornost paca določenega predmeta, srečnika in ga dela objekta na nekoga, ki se sprehaja po ulici. To je odgovornost vseh etažnih lastnikov v sorazmernem deležu. Seveda, to so neka osnovna kritja, ki bi morala biti zajeta in jaz bi si res, če bi bila zakonsko obvezna, ne bi tudi, ko smo govorili o višini premije, malce nazaj, ne, ta premija, mi rečemo temu negativna selekcija. Torej, kokar mi začnemo riziko segmentirati, da ga zavarujejo res tisti, ki ima že skoraj z zelo veliko verjetnostjo lahko trdijo, da bodo poplavljeni, rečemo temu objekti, ki ležijo v 10-letnih poplavnih vodah, ne, za njih lahko z veliko gotovostjo trdimo, da bodo enkrat v 10 do 20 letih ali tako, ali pa konkretno poplavljeni. Ne. Se pravi, če lahko izbira posameznik, ne, gotovo ti, ki so na takih območjih, kjer je ta riziko večji, so bolj zainteresirani za to vrstno zavarovanje, spet drugi. Ne. Vsakdo pa lahko to škodo doživi. Poplave 2023, tipičen prikaz. Ne. Zdaj, če dovolimo to negativno selekcijo, seveda temu primerno potem so tudi premije nižje. Kakor mi to zadevo uravnamo, kritje, ne, recimo pri vozilih, je obvezno in če ne bi bilo obvezno, pa da bi samo vsak posameznik se lahko odločil za to kritje, bi bila ta premija mnogokrat višja, kot pa je danes na trgu. Ne. Isto govorimo o potresu, tudi o teh temeljnih požarnih rizikih. Zdaj pa, če nadaljujem, kaj pa še morda bi svetovali iz naših izkušenj. Ne. Sam včasih sem delal kot v prevzemu oziroma razvoju produktov, danes delam na škodah in sem si res lahko ustvaril eno tako celovito sliko, kaj so potrebe na eni strani, zahteve strank, pa na drugi strani, kaj se dogaja potem, ko pride do škode. Pa rečem takole, zelo specifično, vsak objekt je specifičen. S tem mislim, vsak objekt je unikaten. Tudi če govorimo o neki vrstni gradnji, vsaka je na svoji mikrolokaciji, vsaka ima svojo specifiko. Ja? Ampak, če gremo naprej, objekti se razlikujejo. So recimo sodobne gradnje, ne, z več odprtih prostorov, z več stekla, ne, tudi večstanovanjski objekti so zmeraj bolj stekleni, ne. Bivalno udobje se izboljšuje, treba biti pozoren seveda na konstrukcijsko stabilnost, da je vseeno zagotovljeno v vseh teh parametrih, ampak v takih objektih je razbitje stekla, recimo ene panoramske stene v 8. nadstropju lahko zelo kar problematičen riziko. Zdaj, a se to zavaruje v sklopu objekta ali vsak posameznik kot etažni lastnik, ampak to je recimo spet ena zelo zanimiva stvar. Novi objekti imajo vedno več inštalacij, od raznih prisilnih rekuperacij, ogrevanj na malo večjem nivoju, do pametnih inštalacij in podobnih stvari, rečemo gadgetov, ki nekako sodijo zdaj že vse v ta stanovanja. Tu govorimo potem o raznih strojlomnih rizikih, se pravi zavarovanju strojlomov inštalacij,
potem novi objekti, stari načeloma ne imajo kakšna dvigala, ne, tudi strojlomi teh dvigal so zelo pogoste škode. Izlivi vode smo tako že rekli, ne. Vlomi so tudi lahko problematični, tudi kakšna objestna dejanja. Se pravi, to nekako je pa še potem, poleg tega, kar bi naj bilo v osnovi krito in po mojem mnenju obvezno za vse, se pravi temeljni požarni riziki, odgovornost, potres, to je po mojem mnenju, to je must have, to bi vsak večstanovanjski objekt moral imeti takšno kritje. Potem pa vse to, kar sem zdaj naštel, od stekel, odvisno spet, ne, ali pa vlom, imamo vlomi v objekte, so tudi sorazmerno pogosti v določenih območjih, bolj določenih ne. Nihče pa ni imun, da se mu lahko to zgodi, strojlomi, izlivi. No, skratka, to je nekaj tak, potem še pa tisto individualni pristop in ocena po potrebi za tako zavarovanje posameznega objekta oziroma stanovanjske enote. Uroš, je še kakšna mogoče stvar, malenkost, podrobnost, na katero morajo recimo biti stanovalci neke take večstanovanjske zgradbe posebej pozorni pri zavarovanju, sklepanju zavarovanja? Teh dejavnikov je še nekaj, ne. Sigurno prvo, ne, ko govorimo, zdaj smo se naslavljali nevarnosti, se pravi zavarovanje nevarnosti, pomembna je tudi kvaliteta zavarovanja. Se pravi, tukaj govorimo pa o tem, ali zavarujemo nek objekt na novo vrednost ali na dejansko vrednost. Razlika je v tem, da v primeru, da je zavarovanje sklenjeno na novo vrednost, se bo tak objekt, se bo povrnilo stanje za, recimo, najbolj plastično, če se poruši cev, bo zavarovalnica pokrila gradbeno vrednost izgradnje točno takšnega objekta. Če govorimo, da je zavarovanje sklenjeno na dejansko vrednost, bo zavarovalnica pokrila novo vrednost takšnega objekta, zmanjšano za amortizacijo. Rečemo, da si malce poenostavijo matematiko, amortizacija objekta je 1% na leto. Zelo grobo, včasih več, včasih manj, odvisno tudi potem razna vlaganja v fazi življenjske dobe objekta, če se zgodijo kakšne prenove in podobno, to spet dvigne to gradbeno vrednost objekta, ampak generalno gledano 1% na leto je nekje amortizacija. V prvih letih manj, potem malo več, ampak ja, to je to. Potem pa še seveda tudi zelo pomembna je zavarovalna vsota, se pravi višina zavarovalne vsote, se pravi, zdaj smo rekli nova dejansko, zdaj pa še v sami višini. Če zavarujemo, glejte, tako, no, se zadnjo leto, dve se zadeve malce umirajo, predtem smo pa bili 3 leta v neki fazi izjemne inflacije v gradbenem sektorju, ne. Se po moje vsi tukaj to zelo dobro poznamo. Iskreno to zelo dobro poznam tudi jaz, pa ne zato, ker po stroki prav tako gradbinca, ampak zaradi tega, ker smo v tej fazi tudi gradili hišo in sem se dodobra uspel spoznati z dinamiko cen na tržišču, ne, in recimo, če rečemo, da je bil nek objekt leta 2020 vreden 1 milijon, je danes vreden vsaj 1 300 000, če ne 1 400 000. Se pravi, tukaj govorimo o neki gradbeni inflaciji 30 do 40%. Minimalno, ne, in če nekdo zavaruje blok pred 10 leti za 1 milijon, pa v 10 letih se ni oziral na to, je ta milijon še vedno ekvivalent milijonu danes, da ta objekt zgradi, imamo lahko ob škodi težavo. Ko zavarovalnice govorimo o podzavarovanju, se pravi, da zavarovalna vsota ne ustreza vrednosti takega, gradbeni vrednosti takega objekta na trgu. Se pravi, to je še pa ti zadnji aspekt, ki bi ga na tem mestu izpostavil, se pravi, da smo pozorni, ta zavarovanja se obnavljajo v vsakem letu, ne. Na podlagi podatkov gospodarske zbornice so tudi vidni indeksi prirasta teh cen v gradbenem sektorju, ne, in na te stvari je treba tudi biti nekako pozorni. Uroš Metličar, Boštjan Udovič, Meta Kržan, najlepša hvala sem za tale pogovor in klepet. Nesrečnih škodnih dogodkov torej ne moremo napovedati, lahko pa smo nanje pripravljeni. Varnost ni samoumevna in kot smo slišali, zanjo smo odgovorni vsi. Zato pri obnovi stanovanjskega objekta razmišljajmo celostno in ne pozabimo tudi na konstrukcijsko ureditev ter ostale posege, ki bi povečali varnost v primeru naravnih nesreč. Pri tem pa je ključno, da so ti ukrepi pametni in pravočasni. In v to spada tudi ustrezno zavarovanje na skupni polici sklenjeni prek upravnika, ki pa ga lahko nadgradimo tudi s kriti individualnega zavarovanja doma. To je bil torej podcast o varnosti večstanovanjskih zgradb. Hvala, ker ste bili z nami.